In der Klagenfurter Cinecity fand das Festival slowenischer Kurzfilme Iskrica posneto statt. Poseben dogodek pa je bil tudi zaključek multimedijskega projekta Iskrica, ki ga je vodil snemalec Miha Dolinšek. Ta naj bi spodbujal mladino k filmskemu ustvarjanju in posredoval tudi medijsko kompetenco. V poletnih mesecih so mladi ustvarjalci zbirali ideje, pisali scenarije, snemali in montirali. Rezultate projekta so predstavili v celovški kinodvorani Cinecity. Festivala koroških slovenskih kratkih filmov Iskrica posneto se je udeležilo nad 60 mladih filmskih ustvarjalcev. V največji kinodvorani celovca Cinecity so si te filme ogledali njihovi vrstniki. 14 filmov je sodelovalo v tekmovalnem sporedu. Večina je nastala v okviru projekta Iskrica multimedia projekt, sodelovali pa so tudi 3 filmi filmskega krožka Mladinskega doma. Naša pričakovanja so visoka, ker smo se zelo trudili in mi smo veliko snemali 5 dni, ampak film traja samo 8 minut in zato upamo, da bomo dobri. Ne vem, kako bo izpadlo, ampak upam, da bomo kaj zmagali. Vem, da so veliko dobri filmov tudi zraven in mislim, da je naš film tudi zelo dober. Projekt Iskrica naj bi mladino in otroke motiviral k temu, da bi pripovedovali svoje lastne zgodbe. To je tudi uspelo, saj so vsi sodelujoči bili z velikim navdušenjem pri stvari. Mr. President, mi rabimo vašo pomoč. Yes, we can, my children. Kaj je going on? Na Koroškem nič ni več slovensko. Kaj? To je terrible, ampak what hočete od mi? Ali veste, zakaj je izginil naš jezik? Ne, jaz sem bil v Washington. I'm sorry. Zelo ponosna sem, da sem lahko sodelovala, ker prireditev mi je bila zelo všeč. Risati mojo risanko je bilo naporno, ker sem morala risati 500 slik, ali še več. Zelo sem postala živčna, ker mi ni kar takoj uspelo, tako kot sem hotela, ampak potem sem le končala in se mi zdi zelo fajn, kako je zdaj. Pri tem projektu mi je bilo zelo všeč, ker sem bila pri filmu pred kamero in sem igrala eno vlogo, ki mi je bila všeč, ker ni bila tako naporna. In bila sem tudi za kamero kot režiserka. Predvajanju filmov je sledila podelitev nagrad. In to v 6 kategorijah. Fasciniralo me, da znajo zgodbe pripovedovati, tudi če je zdaj šle prvič. In to treba razviti. In upam, da bodo se naši visoki poslanci kulture tudi tega zavedali in to v bodočnosti tudi podpirali. Jaz sem igral kar v 2 projektih. V prvem sem bil snemalec in režiser, v drugem projektu sem pa bil igralec in sem igral smrt pri filmu Žrtev. In ta film je prejel nagrado za najboljšo idejo. Nagrado za najboljši scenarij je prejel film Daj mi ogenj. Domov moram. Mama me ubije, če izve, da sem pustila Evo samo. Pomir se, Bože. Mami sem obljubila, da bom pazila na Evo. Gospodiča, vi je spet pretirava. Najbolj animiran film je Brane. To je moja prva animacija in je nastala, kot že rečeno prej, brez da bi hotela. In jaz sem se pač učila, da najboljše ideje nastanejo, če se dolgo časiš, če sploh nimaš pojma, kaj bi naredila, potem pač tak naenkrat pride. To ne lahko zdaj rečeš, jaz jim rabim zdaj ena ideja in zdaj bo prišla. To pač ne gre. Ne, sam ne se politi. Kaj je to? Wow, nov računalnik je zrastel iz rožice.
Janja Janežič pa je bila nagrajena kot najboljša igralka. Bi ti šla z mano? Kam? Ja, einfach weg. Film z naslovom Bus je postal najboljši film in je prejel tudi nagrado publike. Naredimo tekmo. Was? Redest du da mit Deutsch, Alter? Machen wir ein Rennen, verstanden? Ein Rennen. Heute am Abend im Wald, an der Lichtung. Was ist eine Lichtung? Wenn ihr mutig genug seid, kommt doch. Mi smo se zelo veselili, da smo dobili 2 nagradi. Smo skoraj snemali 5 dni in da smo zdaj zelo srečni, da smo zmagali cela skupina. Ja, mi smo vložili veliko truda, kot je Lena že rekla, 5 dni smo snemali in smo najprej bili šok, ko se izvedel, da ko smo slišali film Bus je zmagal, smo bili zelo presenečeni in ful veseli. V bistvu so bili vsi nadušeni in ko sem tu ven šel, so že v bistvu vsi govorili razredničarjem pa razredničarkam so že tulili v ušesa, a bomo mi letos naredili, oni so jih pa morali vse pomiriti, ja, bomo videli. Mladi bi radi delali, se vidi in bomo videli, če bo zdaj tudi posluh za to dejavnost na tem multimedijskem področju večja, kot je bila do zdaj. V kinu Wolfenija v Celovcu bodo sodelujoče filme festivala prikazali v torek, 22. novembra ob 7:30 zvečer in to z nemškimi podnapisi.